zelo jasno treba ločiti administrativno korupcijo, ki jo je v Sloveniji manj kot v vseh drugih vzhodnoevropskih državah oziroma državah v tranziciji. Ta klasična korupcija obstaja, je občasno kazensko pregonljiva, tukaj smo relativno spodobni, bom rekel. Potem imamo korupcijo belih obratnikov, oziroma tako imenovano visoko korupcijo, ki je še vedno enkratna korupcija, ampak je korupcija nosilcev oblasti. Tukaj v naših ugotovitvah smo nekje, recimo v sredozemskem bazenu, pa še zmeraj boljši od mnogih drugih držav posttranzicijskih. Pomembno pri teh dveh oblikah korupcije je, da sta kazensko pravno pregonljivi. Problem v Sloveniji, ki ga pač komisija skozi izpostavlja, tudi skozi ostale analize in podkrepila s podatki, je obstoj večjih indikatorjev za pač skozi dolgotrajnejši razvoj tako imenovane institucionalne sistemske korupcije, ki pa pomeni v bistvu nedelovanje in zlorabo nekaterih organov za doseganje lastnih interesov. To je ta ugrabitev države, ki seveda ni na istem nivoju, kot je v kakšnih drugih vzhodnoevropskih državi, pa državi bivše Sovjetske zveze, kje druge. Je pa zaskrbljujoče visoka in jo je neprimerno težje odpraviti kot karkoli drugega. Tukaj gre za 50 milijonov transakcij, rekorderji pa v bistvu ne bi zdaj po imenih in tako naprej, ampak rekorderji so gotovo v farmaciji, zaradi narave dela. Tam so daleč največji letni pretok denarja na posamezno podjetje. Obstajajo podjetja, ki od države letno dobijo več kot je recimo proračun Ministrstva za notranje zadeve, kar ga slučajno poznam. Vsakega javnega uslužbenca, ki ga boste vprašali, bom povedal, da je slovenski proračun žal tako naravnan, da se na koncu popuca denar. Delo anomalija je v tem, ki je vsega sistemska anomalija, ni pa nujna korupcija. To je stvar planiranja in tako naprej. Nekatere od teh najbolj izpostavljenih transakcij, pa je komisija začela preverjati. Katerega analize so majhen del, vsi ste zdaj padli po teh analizah, oprostite, pač sem tako rekel. To je povsem razumljivo tudi. Poročilo ima nekaj zelo pomembnih in drugih ključnih ugotovitev in tudi napotkov oziroma predlogov, na katerih področjih bi se bilo potrebno lotiti problema sistemske korupcije v Republiki Sloveniji. Druga stvar, te podatke izmenjujemo in jih bomo še bolj izmenjevali z drugimi nadzornimi inštitucijami, ki so za ta področja pristojna. Državna revizijska komisija, Računsko sodišče. Uporabljamo jih pri izdelavi načrtov integritete korupcijskih tveganj povezanih z javnimi naročili. Kaj pričakujemo, da bo se storilo? Nekaj bomo lahko storili sami. Nekaj bomo lahko vplivali kot komisija, da se bo spremenila. Slovenija pa kot ta komisija ne bo spremenila.